vprašanje, ki so pa... Ok. Mogoče sem kakšno občutek, ki je potem rekel po predstavitvi, kaj je zanimalo svetnike oziroma razprave? No, svetniki so zahtevni, zahtevajo odgovore na konkretno vprašanje, seveda jih zanima bodočnost tega zavoda, ne, tako da so zahtevali odgovore na različnejše vidike delovanja in upam, da sem dal zadovoljive odgovore. Kaj pa je vaš, mislim, glavni, recimo, bi rekel, glavne točke programa, mislim, za naslednje obdobje? No, jaz sem predvsem stavil na tri zadeve, ne, na integracijo, torej produkcijo vsebin, na dvig kakovosti, strokovnosti in pa na klimo, na organizacijsko klimo in na nekatere odnose, ki so se v teh letih morda zrahljali v zavodu. Na teh treh področjih mislim, da je treba veliko delati in če bi na tem imeli nek napredek, bi za zavod to bilo zelo pomembno. Kakšno, glede na to, da mislim, da 4 svetnikov danes ni, da so zboleli, če imam pravo informacijo, mislite, da bo že danes končan postopek, da bo že danes... Težko bi napovedal, nimam podatkov, kako se bodo svetniki odločali, tako da mislim, da je povsem vse odprto in dokler ne bodo imeli glasovalnih lističev in obkrožili imena, tega ne bomo vedeli. Vi ste se zadnji trenutek odločili, mislim, ste dolgo razmišljali, da bi se prijavili, tista točka, ki je prevagala, da ste vse... No, jaz najbolj vem, v kakšne čevlje je treba stopiti in ti čevlji povzročajo veliko žuljev, zato se je bilo težko odločiti. Saj po eni strani je veliko projektov nastavljenih, ki jih bi rad dokončal in to je motivacija, po drugi strani pa cel kup polen pod noge, da me že resno bolijo gležnji, ampak na koncu pač človek sprejme eno odločitev in gre dalje. Je bilo precej, so prihajali do vas, je bilo kaj lobiranja oziroma kakšno imate preštete? V bistvu ne, v bistvu je bilo tega zelo malo, ni bilo nobenega kupčkanja, tako kot si kdo misli, nobenega pogojevanja, nekaj zelo prijetnih pogovorov in to je vse. Hvala lepa.